Vsi zbrani v dvorani prav lepo pozdravljeni na ogledu današnjega filma Razodetje, kjer je eno izmed glavnih vlog odigral naš Vid Zupančič. Vid Zupančič je svojo zgodbo zaupal režiserki Sari Krevelj, ki je tudi danes z nami, in direktorju fotografije Domnu Zupančiču. Da pa jaz ne bom govorila, bom pa kar prepustila njim besedo in jih prosim povabila na oder, ker pridite prosim, še preden pa bodo oni povedali nekaj svojih izkušenj o samem snemanju, bi se pa rada zahvalili, dijaki bi se radi zahvalili, da ste si vzeli danes čas. Prosim, če pridete, čisto majhno malenkost. Tako, zdaj pa je beseda vaša. Hvala. Res hvala za to, no nismo pričakovali tega. Hvala lepa iz srca. Drugače, jaz sem Sara Krevelj, sem režiserka in scenaristka tega filma. Tle na levi strani imamo Domna Zupančiča, on je posnel film in je bil direktor fotografije. Na desni strani pa je Vid Zupančič, njega poznate, ne? On hodi na vašo šolo, on je glavni junak našega filma. Tako da Vid, res, zdaj se bomo osredotočili bolj na tebe, da malo poveš, kako je bilo tebi na snemanju, kakšne so bile emocije in kako si se počutil, ko si videl odzive ljudi na tvojo zgodbo. Dobar dan, še enkrat se zahvaljujem dvorani, učencem, dijakom, se pravi čujem, naši razredničarki, da nam je omogočila tole ogled filma, in našem ravnatelju, da nam je to omogočil. Predstava filma in vse skupaj je bilo zelo naporno po eni strani, po drugi strani smo več fajn, po tretji pa smo zelo veseli, kakšen je bil odziv gledalcev na ta film. Vsi smo se zelo trudili za predstavo filma v vseh treh zgodbah in tudi smo se zelo povezali skupaj v eno majhno družinico. Jaz bi prav izpostavila še Vida, ker se je sam ponudil, da bi igral v svoji lastni zgodbi. To pomeni, da je mogel podoživljati vse, kar se mu je zgodilo, torej tisti čas, ko mu je odrezalo nogo, ne, in on je bil pripravljen to narediti. In zato ga še bolj cenimo in res super je odigral, od emocij in vse, zelo lepo prikazal in tudi prvič je igral, tako da Vid, res super si bil, no to res hočem, da vedo vsi, da res cenimo, da si se ponudil, ker je zaradi tega tvoja zgodba zdaj še bolj močna, ker si ti v njej. Jaz sem Domen, še enkrat v mojem imenu hvala, ker ste prišli. Film se je snemal 22 dni, torej potrebnih je bilo 22 snemalnih dni, ne delovnih. Ni bil delovnik 8 ur, ampak je bilo od 7 zjutraj pa do 10 zvečer, včasih tudi do polnoči zvečer. Film je iz mladostničnega vidika težek, je pa res, da sem mladostniki ful srcočno imajo, vse mora biti pozitivno, žalostnih trenutkov ni v življenju, ampak žal nas prav ti žalostni in emocijski trenutki v življenju naredijo še bolj močne. Zakaj je življenje tako kruto? Ker nas pač oblikuje v močne ljudi in da se spoprimamo z lastnimi demoni, ki jih nosimo v sebi. In ko jih pač enkrat premagamo, smo pač nepremagljivi. To je to iz moje strani. Zdaj pa, če imaš še, Sara, kakšno prigodo iz filma, zdaj bi nam zaupala. Prigodo boste sami videli, no film, prej ne bi govorila, boste videli, ne bi nobenih spoilerjev dajala iz filma, bi pa sam poudarila, ker smo študentje, nam je bilo veliko lažje, ker nas je veliko podjetij podprlo, tako da tudi vi, ko ste dijaki, izkoriste to, ker res Slovenija kot država podpira nas in tako da ja, to sem hotela izpostaviti. Zdaj pa edino, kar vam še želim, je lep pogled.
mogoče sem še nekaj bi izpostavil, mladi, povežte se med sabo, najdete se v skupnih stvareh in le skupaj vam bo lahko uspelo. Če je kdo zainteresiran za filme, za filmsko produkcijo, ste vabljeni na pogovor z nami in da se povežemo. Lep pogled še iz moje strani.